Kakšna dobrodošlica na Škotskem, neverjetno. Vse predstave o otoški vljudnosti so se razblinile kot milni mehurčki. Tega, kar so počenjali Škoti, NK Maribor zdaj že skoraj 20-letni zgodovini nastopanja v evropskih pokalih še ni doživel. Pri Hibernijanu očitno želijo na vsak način nadoknaditi zaostanek iz Maribora in pri tem ne izbirajo sredstev. Poskusi destabilizacije so se začeli že z ogrevanjem namesto ohlajevanjem avtobusa. Sredi popoldanskega obveznega počitka za igralce so v hotelu brez razloga sprožili požarni alarm, vrhunec pa je sledil pred treningom. Voznik avtobusa je polurno pot od hotela do stadiona podaljšal na uro in 15 minut. Zadnjih 40 minut pa krožil po ulicah okoli stadiona z izgovorom, da ne ve, kam naj zavije. Za konec pa so gostitelji prihranili še neslano, nevarno šalo. Na igrišču so postavili montažni nogometni gol, ki se je že v prvem dotiku sesul na tla. Zaradi vseh teh dogodkov smo morali odpovedati novinarsko konferenco pred tekmo. Vse skupaj pa je naše moštvo le še dodatno motiviralo. Za nami je nenavaden, pester dan, mogoče komentar dogajanja. Ja, moram reči, da to Hibernijancu ne služi na čast, ampak naše sporočilo je jasno, to vse nas motivira in lahko samo iz vijoličnega tabora rečem, da je vse to skupaj nam dalo še en dodaten motiv, da pokažemo našo kvaliteto in našo bojevnost in naše spoštovanje na igrišču do njih. Se pravi, pričakujem 14 vijoličnih bojevnikov na igrišču. Mogoče še stavek 2 o tekmi sami, koliko je lahko drugačna kot tista v Ljudskem vrtu? Pa sigurno, da bo drugačno, oni bodo probali po mojem vse ali nič, zato ker to nič drugega jim tudi ne preostane, ampak tako, ko se dogodki odvijajo, mislim, da so fantje, jim je kriza vrela, takega spoštovanja si pač nihče ne sme dovoliti, niti naši fantje, in so toliko bolj motivirani.